Kaj vse je lahko povod za nasilje? Jaz mislim, da povod za nasilje je lahko marsikaj. V resnici je pa sploh, ko si mlad, se mi zdi, se najbolj obesijo tvoji prijatelji ali pa tvoji domnevni prijatelji na tvoj recimo izgled, na tvoje ime, na tvoj status. Jaz recimo sem se z avtobusom vozil v šolo in je že to bila neka označba na meni in dejansko včasih je najhujše pri nasilju, da niti sam ne veš, zakaj te je doletelo oziroma da nisi sam povzročitelj tega. Zakaj je razlog za nasilje že to, da nas nekdo vozi v šolo? Ja, jaz se spomnim, smo lahko v šolo, smo se pripeljali z avtobusom približno pol ure prej in potem smo lahko vstopili v šolo, vsi ostali otroci pa niso smeli, ker pač je imela šola neka pravila, da v šolo so nas spuščali šele 10 do 8. In mi smo prve nekajkrat dejansko šli noter, ampak potem nikoli več smo ponovili, ker so nas zafrkavali, češ pač, da smo kmeti pa take podobne stvari. In tisto je bilo kar malo frustrirajoče. Predvsem zaradi tega, ker recimo vsaj v mojem primeru se pač živel 3 kilometre ven iz mesta, ampak mi doma nismo imeli kmetije ali pa karkoli takega, pa je bilo bolj neka taka plomba, ki sem jo dobil čisto po nesrečnem naključju. Ste komik in matematik. Se v vašem svetu tudi dogaja nasilje? Ja, zdaj pri matematiki definitivno ne, no, jaz lahko rečem, na faksu nimamo slabih izkušenj. Najhujši prekršek je, da kdo ne ustavi pravilnih mej v integral, vse ostalo je zelo mirno. Kar se tiče pa stand-up komedij, je pa to mogoče malo bolj občutljiva tema, vsaj v smislu verbalnega nasilja, ker pač stand-up komiki z veseljem seveda hodimo po neki mejni črti, tudi iz druge strani v resnici, tudi iz strani publike, ki včasih ne spremlja ali pa tudi odgovarja nazaj oziroma tudi poskuša zmesti nastopajočega. Kaj pa naredite v takem primeru? Nas pri stand-upu učijo tisto, kar jaz ne bi učil svojih otrok, recimo, ampak pri stand-upu se pač še vedno si ti edina oseba z mikrofonom, kar pomeni, da moraš odreagirati tako, da pač ohraniš neko avtoriteto. Zdaj čisto v konkretnem primeru, če bi pa jaz mogel svojemu sinu dati neko primerljivo stvar, bi pa rekel, ja, postavi se za sebe, ampak ne bi mu pa svetoval, da se postavi za sebe z ponovnim nasiljem. Če najdeš neko stvar, ki ti dobro gre, pa neko okolje, v katerem se fajn počutiš, ponavadi najdeš tisto varnost, s katero si narediš en zid okoli sebe. Recimo, jaz sem si najdel, ne vem, glasbene skupine ali pa taborniki ali pa neki tisti svoj krog prijateljev, kot te pač pol nekako nevidno ščiti pred tem ali pa te sam ne prizadene to fest. Zakaj je treba reči ne nasilju? Treba reči ne nasilju čisto preprosto, ker pač vsako nasilje prinese še več nasilja in ker tudi takrat, ko se fajn počutimo zaradi nasilja, se ne bomo dolgo fajn počutili zaradi nasilja. Vedno bo prišel ta bumerang okoli in nas bo iz druge strani zadev. Tako da je treba reči ne nasilju.